Aleš, prva kadetska tekma je odigrana, uspešni ste bili v Šenčurju. Kaj bi lahko rekel po prvi zmagi in seveda po uspešnem začetku? Vsak začetek je vedno, težek, ampak mislim, da je led prebit. Odigrali smo prvo tekmo, se pravi nasprotnik je bil Šenčur. Odigrali smo zelo dobro tekmo, na koncu zmagali in jaz mislim, da je to za celotno ekipo in tudi za nas neka motivacija, neka pozitiva za naprej. Vedno je prva tekma malo težja, dodaten pritisk, ker se začne prvenstvo. V primerjavi s prijateljskimi tekmami je sigurno, kar se psihološkega vidika tiče, težja, ampak mi smo ta test dobro upravili in upam, da bomo tako tudi nadaljevali naprej. Kako je pa zate ponovno sedeti na domžalski klopi? Zame je praktično tako, kakor je bilo prej. Ne čutim nobene spremembe oziroma da bi rekel, da je kaj drugače. Imam občutek, da nisem nikoli zapustil tega kluba in tudi dejansko ga nisem, ampak dejstvo je, da sem bil prejšnjo leto del nogometnega kluba Dob, kjer smo tudi ustvarjali neko dobro zgodbo. Nažalost nam ta cilj, ki smo si ga zadali, da se uvrstimo v prvo ligo, ni uspel, ampak vseeno jaz tisto sezono ocenjujem kot uspešno. Letos je pa ponovna ideja oziroma ponovni cilj, da s to ekipo probamo se uvrstiti čim više v prvenstvo in hkrati tudi narediti nekaj fantov, da bojo lahko konkurenčni za drugo leto v mladinski ekipi. Fante si prevzel pred mesecem dni. Kako so potekale priprave? Kako so fantje? Ja, v bistvu je za nami en dober mesec priprav. V začetku je bila ekipa kar množična, nas je bilo tukaj kar veliko, se pravi v bistvu prvi primarni cilj je, da naredimo neko ekipo fantov, se pravi okrog 20-22 igralcev. To nam je zdaj nekako v 5 tednih ratalo. Sigurno niso bili vsi zadovoljni, ker dejansko vsak si želi biti v Domžalah, ampak na koncu smo nekako naredili neko selekcijo, ki mislim, da bo zelo konkurenčna v prvenstvu. Kar se pa tiče treningov, pa normalno je bilo naporno, tako kot so vsake priprave. Odigrali smo mislim, da 5, bom rekel na pamet, prijateljskih tekem. Imeli smo to priložnost, da smo odigrali tudi proti Bayernu iz Münchna in hkrati se tudi z delom ekipe udeležili močnega turnirja v Avstriji, kjer smo pokazali zelo dobre predstave. Ampak če dam neko tako generalno oceno, jaz mislim, da smo se dobro spoznali, da smo videli, kdo lahko pride prav v tej selekciji in jaz se samo nadejam, da bomo nadaljevali uspešno tudi zdaj v nadaljevanju prvenstva. Ja, kakšni pa so pravzaprav cilji ekipe v novem prvenstvu? Prvenstvo je nekoliko drugačno, zdaj po novem igrate skupaj z U15. Ja, da je ta združena selekcija U15 in U17 oziroma tekmovanje. Cilji so vedno najvišji, kakorkoli smo, čeprav smo še, bom rekel, v fazi nekega razvoja, kar se tiče obdobja fantov oziroma starosti, ampak cilji morajo biti vedno najvišji, smo tekmovalci, tekmujemo, tako da delali bomo vse in tudi jaz mislim, da imamo kvaliteto, da lahko pridemo čim više, ampak še vedno dajemo prednost razvoju, še vedno dajemo prednost temu, da se bodo fantje razvijali in tako, kot sem že prej omenil, da bodo konkurenčni za više selekcije v nadaljevanju ali pa mogoče tudi že v bližnji prihodnosti. Aleš, hvala in veliko uspeha pri tvojem delu. Ja, hvala enako in tudi vam.